Živjo, živjo. Rahlo sramotno, ampak kljub temu, da sem dolgoletna ljubiteljica korejske kozmetike, šele sedaj naročam prvič pri Stylevani, ki je eden največjih ponudnikov korejske kozmetike. Sicer so bazirani v Hongkongu, tako da je to moj glavni razlog, zakaj nisem do zdaj naročala. Ne maram namreč, da moja kozmetika potuje, sploh SPF-i pa kakšni aktivi tako dolgo pot. Naročila sem namreč 3.4. Pripravljeno je bilo 6.4., 13.4. je bilo šele poslano in 25.4. sem dobila paket, tako da je imel kar dolgo pot pred seboj. Jaz sem naročila tako en del stvari, ki jih poznam, izdelkov, ki jih že dolgo leta uporabljam, pa če bo karkoli off, bom na osnovi teh izdelkov vedela. Potem sem pa naročila nekaj novih izdelkov, pa upam na najboljše, tako da držite pesti. Gremo pogledati, kaj sem naročila. Najprej ta stalni izdelki, če jih uspem stavkati. To je od Purita CC krema. Zdaj že kakšno leto pa pol dve je moja absolutna favoritka. Je neodišavljena, drugače je podobna mišini, ampak neodišavljena. Tako da pri meni je to zdaj že nekaj časa. Kot vidite, tale moj hol ni glih majhen. Si bomo vzeli čas za vse, zato gre tole na YouTube. Moj odtenek je 23 številka in je mečkam pretemen, danes imam tudi gor, lahko vidite. Je malo pretemen za ta čas, ampak 21 je taka zelo sivkast poton, ki mi ni najbolj všeč. Tako da tistega nisem potem najbolj uporabljala, včasih ga zmešam s tem, da mečkam posvetlim, ampak danes se mi pač ni da s tem ukvarjati. Potem je tukaj tudi od Purito, Purito je eden izmed najljubših brendov, From Green Cleansing Oil. Tole bomo zdaj videli, je neka nova embalaža, vidim spet. Tako da upam, da niso na sestavine spremenjali, da bom lahko preverila. Aj ne, vse je zelo podobno. Mislim, da je identična, kot je bila prejšnja. To je čistilno olje, ki traja zelo dolgo. Zelo dobro očisti tudi kakšne malo bolj zahtevne SPF-e, tako da je pri meni favorit že toliko časa kot BB krema, še dlje kot BB krema, ta pa po mojem že več kot 2 leti moj favorit in ga res uporabljam največ od vseh čistilnih olj. Ta zadnji, mislim, favorit, ki sem ga vzela, je pa od Claresa. To je pa Midnight Blue Youth Activating Drop. Ima EGF peptide, pa še nekaj drugih. Tole je ena izmed najboljših stvari za vlaženje, za umiritev dermatitisa, tako da pri meni je res number one, porabila sem že neizmerno število teh flašk. Na živce mi gre, da je kapalka, vidim, da ne moram tega dobro sprejeti. Bom pa videla, kar mi je ko sem naročala na Little Wonderland, je bil zadnje cajte tak bolj zelenkast, načeloma je bil prej vedno moder, tako da me zanima, kakšen bo zdaj tale od Stylevane. Potem pa je to, kar se tiče mojih favoritov, kar sem jih vzela specifično z namenom, da primerjam, ali vse štima, ker pač govorice na internetu veliko, in pol me je zanimalo, ali ste res kaj prikrade, kar se ne bi smeli, kakšna je kvaliteta, kako je preživela potovanje. Zato sem naročala aprila, ki je zame tako že na meji rok, če potuje en mesec, da pride pred glavnimi vročinami na način delo sveta, na njihovem pač upaš na najboljše. In sem vzela potem še nekaj stvari, ki so prišle priporočene z vaše strani. Ena je ta od Beauty of Joseon Eye Vive Eye Serum. Gre za to, da je to serum za okolje oči z retinalom. Retinal je ena izmed mojih najljubših sestavin, zato probajmo, pa bomo videli. Če želim, da je kakšen aktiv, ki ima dejansko efekt, potem je to pač retinal. Kot se zdaj recimo odvil, ker nisem tole zimo uporabljala veliko retinoidov zdrave, pač pa to ima prednost, se ful bolj poznajo tele gube, kot bi se poznali recimo lani. Pa ne, nisem se v enem letu to postarala, ne glede na vse zdravstvene težave. Potem sem vzela Mary & May peptidov kompleks. Jaz sem ful rada peptide, mislim, kar se mene tiče, peptidi so od Boga poslani, tako da pa fragrance free dobi plus nad vsemi ostalimi. Tako da bomo probali te peptide, to bom sploh pa javljala, kako se kaj obnese.
Tole čistilno olje ima tako pri meni zelo zanimivo zgodovino. Prvič sem namreč naročila napačnega, ker meni je to izgledalo vse isto pač korejske zadevščine, ne? In sem vzela tazga, ki ne emulzificira. In na masni koži tisti ni bil glih hit. Tako da tokrat sem naročila pravega, pa da vidim. Ker tale izgleda, da bo malo bolj tekoč, če vidite. In s temi tekočimi so določene formulacije, ki jih lažje odstraniš, lažje odstraniš s tekočimi, kot pa s tistimi manj viskoznimi. Ampak je pa tudi kontra. Zato imam vedno eno tekoče čistilno olje in eno bolj gosto tekoče čistilno olje. Na ta način pokrijem 90% vsega, kar želim odstranjevati. Potem Round Lab je SPF, ki je zelo pohvaljen. In se nekaj pa dobro, da ima vzeti. Mislim, da je ta s kemičnimi filtri. Grabljic ne znam njihovih brati, tako da pogledam opis in vam sporočim. Tale ne bi bil zelo zanesljiv. Jaz upam, da mi ne oči dražil, ampak poročam. Od Make PRM, to je drugačna znamka. Jaz imam rada korejske SPF-e, ampak niso tako, da bi jim zaupala v ta ortopogojih. Zato to je pa znamka, ki ji zaupam v ortopogojih, je ena redkih korejskih, ki ji zaupam. In sem vzela stik, mislim, da ta bi mogel biti z mineralnimi filtri, ker ga želim dati hčerki, da ga ima v šoli, da si preden grejo na igrišče, ker če jaz namažem zjutraj ob 7, pač do 2, ko grejo oni ven, ni to, ne? In ni bo lažje stikom, da si bo samo namazala tam, ko je ta najhujš, da si obnovi zaščito, ker zelo hitro opeče in pri otrocih je zame to, da so opečeni. No, pod nobenimi pogoji. Potem sem vzela še ene ampule. Iskreno rečeno ne vem točen, zakaj me je pritegnilo. Mislim, da bi naj bile pomirjevalne za zimo, za poletje. Zdaj pa bomo videli, kako se bo to išlo. Če ne bom pač še en izdelek več pošimvala. Potem pa še en retinol, tudi za oči. Tale je retinol, medtem ko tale je retinal. Tale je močnejši kot tale, ampak v svetu retinoidov je tako, da močnejše ni vedno boljše. Če lahko uporabljaš večkrat šibkejšo obliko, je rezultat na pol leta do leto boljši. Tako da, malo se bom igrala, malo bom testirala, pa vam javim, kaj se je na koncu dneva najbolj šlo. Zdaj pa zadnja stvar. Presenečenje. Testerji, ki sem jih dobila zraven nakupa, so, tadam, eden tester. Tako da, šle se niso glih izkazali, ker sem se hecala na Instagramu iz njihovih enega testerčka, so mi punce rekle, da z večjimi nakupi pridobivaš to pač boljši status kupca in dobiš več testerjev, ali pa imaš kode, ki jih uporabiš, da dobiš pol še zraven testerje. No, jaz sem imela izbiro tako, ne vem, na pamet govorim, 10% popust pa testerji, ali pa 15% popust in 3-krat lahko kipate, kaj skupuška ga bi zbrala, ne, tako da. Jaz sem šla pa z večjim popustom in bom preživela tudi brez testerjev, čeprav testerji prodajajo, dragi moji. Tako da, če bi mi zdaj poslali 3 testerje SPF-a, ne, pa bi mi bil eden všeč, ker tiste testerje danes posprobam, bi mi prodali si cel SPF, tako pa pač good luck. To je bilo to. Vmes bom javljala s kakšnimi ocenami, da sploh če me bo kaj navdušila, pa kreme za oči me zelo zanimajo, ker Korejci niso znani po retinoidih, tako da bomo videli, kako se bojo obnesli njihovi. A bom pohvalila ali ne, sploh boji ste mi ful hvalila, tako zdaj že pol leta vas poslušam o temo, da je zelo dobro, da je zelo dobro, da je zelo dobra. Probam, japam, upimo, da moja primadona koža bo imela rada, potem pa poročam. Lepo se imejte, drage moje, kmalu se pa spet vidimo. Čau, čau!